Mi pa nadaljujemo z globalnimi novicami. Začenši v Ukrajini, kjer so minuli konec tedna izvolili presenetljivega novega predsednika države. Za presenečenje tokratnih predsedniških volitev v Ukrajini je poskrbel priljubljeni ukrajinski komik. Ja, novi ukrajinski predsednik je postal Volodimir Serpentinski. Režija, ne se zabavati. A je to res? To je predobro, da je bilo res. Zgleda so na primeru Slovenije videli, da se komiki dobro obnesajo tudi na visokih političnih položajih. Podoben trend se nam obeta očitno tudi v drugih evropskih državah, saj so se že pojavile govorice, da naj bi nemško vlado v prihodnjem mandatu vodil Stefan Raab, izstop iz Velike Britanije, iz Evropske unije, pa naj bi do konca speljal Mr. Bean. Nove težave pa so se ta teden pojavile za avtomobilski koncern Tesla, potem ko se je na spletu razširil ta posnetek. Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je v Šanghaju sprožil preiskavo domnevnega samovžiga enega od njihovih avtomobilov. Če bi se ta incident zgodil kjerkoli drugje, bi to terjalo dolgotrajno preiskavo, ker pa se je zgodil na Kitajskem, je vzrok precej jasen. Šlo je za samovžig iz političnih razlogov. Motiv je še toliko bolj očiten, ker je avtomobil tik pred samovžigom poslal sporočilo Svoboda Tibetu. Gremo naprej. Športna vest. Slovenski nogometni vratar Jan Oblak je z Atletikom iz Madrida podpisal novo 4-letno pogodbo in postal najbolje plačan vratar na svetu, saj bo po novem zaslužil več kot 800 000 evrov na mesec oziroma 1200 evrov na uro. S tem je po urni postavki prehitel vratarja v Litostroju, ki zasluži 4 evre na uro, ter vratarja v Rožni dolini, ki na noč zasluži 2 evra in štrekov ščikov. Po lanskem obračunu med Mayweatherjem in McGregorjem smo bili minuli teden priče novemu dvoboju desetletja. Tokrat sta si nasproti stopila Jordan Peterson in Slavoj Žižek. Kljub visoki ceni vstopnic je bila dvorana s 3200 sedeži v hipu razprodana, nasprotnika pa sta poskrbela za nazorno demonstracijo razlike med kapitalizmom in marksizmom. Žižek je namreč prisluženi honorar dal v dobrodelne namene, Peterson pa vase. Kljub temu, da je šlo za prijateljski obračun, so se mnogi pritoževali nad nešportnim obnašanjem Slavoja Žižka, saj je ogromno pljuval po nasprotniku. Dobesedno je pljuval po njem. Skočimo še malce na Hrvaško. Pri naših južnih sosedih po novem poleg Slovencev dopustuje tudi najslavnejši nogometaš na svetu, Cristiano Ronaldo. Le da je v nasprotju s povprečnim slovenskim turistom on deležen malo bolj luksuznega tretmaja. V dubrovniško restauracijo so ga tako s kombijem pripeljali čisto do vhoda, gesta, ki je nista bila deležna niti Angela Merkel ali princ Charles. Tako je, prevoza direktno do vrat sta bila do zdaj deležna le Cristiano Ronaldo in papež Janez Pavel II. Kar je logično, saj je eden najboljši približek božanstva na zemlji, drug pa je papež. Očitno imajo v Dubrovniku najraje ljudi, ki delajo v Italiji in so na televiziji vsako nedeljo. Nedaleč stran v Splitu pa je policija minuli ponedeljek prejela prijavo, da se po mestu sprehaja skupina prebežnikov. Ko pa so ljudi preverili in legitimirali, se je izkazalo, da gre le za turiste iz Azije. Ker gre že za tretji tak primer, ki se je zgodil pri naših južnih sosedih, smo za vas pripravili 3 znake, kako na dopustu najlažje ločite turiste od prebežnikov. Prvič, turisti v rokah nosijo fotoaparate. Prebežniki pa vse svoje premoženje. Drugič, turiste zanima predvsem, kako se pride v center. Prebežnike pa, kako se pride v Nemčijo, Deutschland. In tretjič, turisti morajo za vstop v državo čakati v dolgih vrstah. Prebežniki pa, to je isto. Pardon, moja napaka. Neki neimenovani milijarder iz Saudske Arabije pa se je za velikonočne praznike odločil odpraviti po nakupih. Da bi se izognil praznični gneči, je najel kar cel nakupovalni center in se po njem vozil s svojim Aston Martinom. Kjer loser. Kjer loser. Tip je
najel nakupovalni center, namesto da bi ga kupil. Če preselim to situacijo v naše okolje, to je tako, če bi se na veselico pripeljal v najetem traktorju. Kako bi te pa gledali? Se ta traktor je rentan. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!